Danes v Pomurskem dnevniku. Prekmurski derbi brez zmagovalca. Pred osnovno šolo spremenjen režim semaforja. Šolarji iz Bogojine ostajajo doma. Francozi ukradli svečinsko srce. Vreme jutri bo jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate Pomurski dnevnik. V Lendavi je bil odigran prekmurski derbi med Nafto in Muro. Domači so srečanje končali z 9 možmi, kljub temu pa se tekma končala z remijem 2-2. Po tekmi, ki se je zaključila neodločeno, sta svoje mnenje podala oba stratega. Tekma je bila točno takšna, katero smo si mi predstavljali. Pomeni en derbi, v katerem sta dva nasprotnika enako kvalitetna ali pa zelo zagreta in željna zmage. Derbi je, mislim, da zadovoljil okusa gledalcev. Videli smo 4 gole, rdeče kartone, preobrate. Enostavno mislim, da je bil derbi za gledanje odličen, da je to ena fantastična reklama za slovenski nogomet. Kljub temu, da je ta druga liga, kulisa sama in vse skupaj je bilo odlično. Moti me pa samo ena stvar in to je tale črna pika na koncu, da so lahko naši igralci iz odhoda z igrišča napadeni za strani redarjev NK, katera je organizirala NK Nafta, pomeni je to za mene nesprejemljivo. In definitivno verjamem, da bomo vložili pritožbo, kar se tega tiče. In to je edina črna pika derbija, kateri se je zgodil. Drugače pa upam, da se to več ne bo dogajalo in jaz ne jemljem Nafte kot sovražnike ali pa nasprotnike, jaz jemljem kot tekmece in tako smo tudi obnašali. Ampak sama igra, katera je pomembna, je pa bila, mislim, da zelo zadovoljiva. Nekako smo že navajeni, da so tekme med Nafto in Muro nekaj posebnega. To je današnja je bila. Jaz ne bi želel zdaj vročih glav komentirati vse, kaj se je dogajalo. To mislim predvsem na naše izključitve. Treba to v miru pogledati, analizirati. Dejstvo pa je, da smo mogli precej delati, garati in dokazali, da smo sposobni. Za mene je mogoče še toliko večja težava, zato ker mi vemo, mi smo dokazali, da mi zmoremo, imamo pa en drugi problem, to je problem igrati v gosteh in to je absolutno nesprejemljivo, da smo mi na domačem igrišču ena ekipa, na gostovanju pa druga ekipa in dokazali smo, da je to v glavah in seveda bomo čakali naš težko delo, da to popravimo. In nekako mešanje občutki zadovoljstva in pa razočaranje po eni strani. V drugem delu tekme, natančneje v 85. minuti, je Muri dobro kazalo, saj so imeli prednost zadetka in 2 igralca več na zelenici. Kljub temu vodstva niso uspeli obdržati. Če pogledamo, ko smo mi naredili, pomeni z pritiskom, z vstopom novega napadalca smo spremenili popolno postavitev. Fanti so odreagirali fenomenalno, bili smo dominantni. Enostavno dejstvo pa je, da fanti morajo dosti takšnih tekem odigrati, da lahko pridejo da jim tele avtomatizem z igralcem več pride v normalo in da lahko držijo. Vse, kar jaz to jemljem, je volja, želja, katera malo prevelika bila, se pa strinjam, da bi v 85 minute do konca z 2 igralcem več morali dosti bolj mirno odigravati ali pa biti v določenih situacijah v glavah prisotni. Ob tem je spomnil, da jih v sredo in soboto čakata nova obračuna, in sicer s Puconci v pokalu in Veržejem v prvenstvu. Pred dnevi je pozornost pritegnil semafor pred drugo osnovno šolo na Cankarjevi ulici v Murski Soboti. Semafor je namreč urejen po sistemu rdeči režim. Tudi na mestni občini so poudarili, da takšno eksperimentiranje ni sprejemljivo. Sledila je seja sveta za preventivo v cestnem prometu. A minister za infrastrukturo, ki je 1. septembra popoldne obiskal drugo osnovno šolo, meni, da je to potrebno in bo semafor ostal urejen na rdeči režim.
Semafor na Cankarjevi ulici je od vklopa bolj povzročal zmedo, kot pa urejal promet. Problematični semafor so si zato ogledali predstavniki inšpekcijske službe, odgovorni za prometno ureditev v občini, policisti ter predstavniki izvajalca, mariborskega Nigrada, podjetja, ki ima koncesijo za vzdrževanje svetlobno-stikalnih naprav za vzhodni del Slovenije na državnih cestah. Pri težavnem semaforju so bili več ur, po njihovem posredovanju pa je semafor pričel delovati dosti bolj smiselno. Največja težava delovanja sistema pred posegom je bil prepozen vklop zelene luči. Sistem je namreč meril hitrost na premajhni razdalji in tako vozilu, ki je pripeljalo po predpisani hitrosti, vklopil zeleno luč, ko je vozilo bilo že praktično pri semaforju in je moralo že zavirati, da ne bi prevozilo rdeče luči. Sedaj se zelena luč vklopi že dosti prej, kar zmanjšuje nepotrebno zmedo in nenadno zaviranje. Kot je minuli teden pojasnil inštruktor varne vožnje Dušan Pohovnikar, lahko tako delovanje semaforja privede tudi do naletov vozil ter podobnih prometnih nesreč. Mislim, da pešci v tem primeru toliko ne bojo ogroženi, ker zmeraj bo še semafor deloval, koliko vem, na tipko in si bo pešec izboril prednost, ter se bo semafor preklopil na rdečo luč pravočasno. V primeru, da pa nekdo v zadnjem trenutku zagleda rdečo luč, in poznamo vsi problematiko varnostnih razdalj, zna biti v primeru kolone na tej ulici absolutno prometna nesreča v smislu naletov vozil. Sicer pa bodo semaforje v prihodnjih dneh opremili tudi z opozorilnimi tablami, ki bodo voznike opozarjale na morebitne pešce, predvsem pa jih bodo seznanile z režimom delovanja semaforja. Ljudje so seznanjeni, po mojih izkušnjah, ki so dolgoletne, prometni predpisi oziroma neznanje prometnih predpisov v prometu ni problem. Ljudje poznajo prometne predpise, razen nekih novosti, o katerih se pa hitro pozanimajo in jih tudi spoznajo in se po njih vedajo, kadar se hočejo vesti. Še enkrat govorim, previsoka subjektivna varnost ali pa po domače rečeno prevelika korajža voznikov in voznic v prometu so vzroki za prometne nesreče. In se bojim, da je prav v naseljih to največji problem. Ljudje se premalokrat zavedamo, da prihranka časa v mestu, kot je Murska Sobota, ko se ti pelješ z vzhoda na zahod ali iz severa na jug, v razliki med 50 in 60 na uro ni nobenega. Nekaj sekund boš na tej relaciji pridobil, ampak ljudje morajo to dobiti v podzavest in več spremljati, to bi dal poseben poudarek, več spremljati ostale udeležence. Ne strmiti za tem in ne gledati samo tisto, jaz imam prednost, jaz se smem po tej ulici peljati, kolikor mene paše, ampak spremljati tudi ostale in potem bo dovolj časa za pravočasno odreagiranje. Absolutno pa ne med vožnjo početi karkoli drugega, namreč znano dejstvo je, ljudje smo ustvarjeni samo za početje, 100% početje ene stvari. V tistem trenutku, ko počnemo nekaj drugega, vsi poznamo veliko problematiko telefoniranja, uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav v avtomobilu, ki preusmerjajo pozornost in miselno preskakovanje z enega opravila v drugega potem terja bistveno daljše reakcijske čase. In ravno reakcijski časi tukaj v tem primeru tega semaforja pri osnovni šoli 2 znajo biti kritični. Poleg Murske Sobote so sistem za umirjanje prometa semaforji namestili še na 3 drugih lokacijah po Sloveniji. V Šmarju Sap na Ljubljanski cesti, v Brezovici na Podpeški cesti ter v Vodicah. Prvi šolski dan se je za marsikaterega osnovnošolca začel razigrano in s pogovori, kako so minile poletne počitnice. No, 183 učencev iz osnovne šole Bogojina pa je ostalo 1. septembra doma. Šola namreč po hudem neurju, ki ji je dobesedno odtrgal streho in jo odnesel 200 metrov daleč, še vedno ostaja zaprta. Otroci so šolo začeli šele danes, a ne v domači šoli, ampak so jih prerazporedili po okoliških lokacijah. Med drugim tudi v ekonomsko šolo Murska Sobota. Na osnovni šoli Bogojina je namesto otroškega direndaja slišati le delavce na strehi. Šolski hodniki ostajajo prazni, še vedno ležijo tam protipoplavne vreče, stoli ostajajo na mizah, knjige so skrbno prekrite s folijo, parket pa na žalost uničen. Učitelji so ob tem razočarani. Človeka boli, ko 30 let se na tej šoli in potem naenkrat vidiš, da voda teče po računalnikih, po interaktivnih tablah skozi omarico, ker je vsa omrežna infrastruktura.
grozno je to. Šola še vedno nima strehe, zato pouk ni mogoč. Grozeči črni oblaki vedno znova in znova prinesejo dež in namočijo stene. Tudi računalniki zato ostajajo prekriti, a starši naj ne skrbijo. Za otroke bo maksimalno poskrbljeno bo za vse, avtobusni prevoz, prehrana za učence, jutranje varstvo, popoldansko bivanje za učence, skratka tako, kot da bi potekal pouk v naših prostorih. Otroci bodo tako šolske klopi drgnili v nekoliko bolj oddaljeni Murski Soboti, a tudi za njihov prevoz bo poskrbljeno. To bo za njih nova izkušnja, tako kot prost dan, že na prvi šolski dan. Fajn je bilo to za njih, ko imajo še en dan počitnic. Zdaj pa upamo, da se čim prej vse skupaj začalo, pa kad uspešno šolo sanirali. Šolsko streho naj bi obnovili do konca septembra, tedaj bo 183 otrok znova lahko sedlo v domače šolske klopi. Znamenita pot v obliki srca med vinogradi na Špičniku blizu Svečine velja za eno najlepših znamenitosti Štajerske pokrajine. Srce med vinogradi preko družbenih omrežij osvaja štirni svet in privablja vse več obiskovalcev med štajerske vinograde. A svečinsko srce je očitno zadišalo tudi Francozom. Čeprav še sami težko verjamemo, si je svečinsko srce med vinogradi prisvojil turistični zavod za promocijo francoskega mesta Strasbourg. Strasbourg, ki se lahko poleg Evropskega parlamenta, sedeže Sveta Evrope in številnih drugih evropskih inštitucij pohvali z lepim vinorodnim okolišem. A v Alzacijo, regijo, v kateri stoji Strasbourg in katero publikacija promovira, si turiste želijo privabiti tudi s štajerskim svečinskim srcem. Malo je prizadelo nas, tudi ne vemo, niso vprašali niti ne, da zdaj to oni tam objavljajo, to je žalostno. Smo pa seveda mi ob tej priliki, glede to informacijo, ki smo jo prejeli, odreagirali. Kolegica, ki govori tudi francosko, smo prav poklicali tja, za kar so se nam tudi opravičili in povedali, da bodo nemudoma vse to odstranili iz vseh prospektov, iz vseh področji promocije, kjer so to vključevali. Vedno bolj opažam, da so slovenska vina boljša in boljša, da se pridružujejo francoskim vinom in sedaj so si v bistvu Francozi še sposodili naše srce. Torej, gledajmo pozitivno, v bistvu nas smatrajo tudi oni za nekaj posebnega, nekaj boljšega in dajmo iz tega narediti zgodbo, pozovimo jih, da povejo, kje je original. Zagotovo tudi vi te dni že pospravljate pridelek, tudi buče. Vas zanima, kje je kljub vremenskim tegobam zrasla največja buča? Oglejte si spletno stran www.sobotainfo.com. Mi pa preverimo še kratke novičke. Prvi znak, da smo vstopili v jesenski mesec, sta zagotovo hladnejši dan in še bolj mrzla noč. Kakšne spremembe nas čakajo v prihodnjih dneh? Oglejmo si napoved. Danes smo imeli pretežno jasno, a dokaj hladno vreme. Opoldne smo namerili v Krajinskem parku Goričko 18 stopinj, v Lendavi 20, 19 stopinj je bilo v Radencih in Murski Soboti. Jutri zjutraj bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti in v Mariboru 8 stopinj, najvišje dnevne bodo v naših koncih 23 stopinj Celzija. V sredo bo na jugozahodu pretežno oblačno, drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo s temperaturami tam do 26 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno in deževno, najvišje temperature bodo 21. V petek nas ravno tako čaka deževno in hladno, le 18 stopinj naj bi namerili. Toliko za danes, se vidimo zopet jutri, ko vam pokažemo utrinke z lendavske trgatve. Lep preostanek dneva vam želimo.